No in zdaj, ko smo mi pol barke uničili, lahko damo kakšen nasvet. Uglahavnem. Dej, ali pa ti tam živijo reči? Živijo. Smo v Splitu. V Marini Kaštel. A tako se imenuje? Kaštela. Prišli smo rentati jadrnico. 8 fantov, tako da bo več ali manj sausage party. Bavarija 45, a ne? Ja. Mimogrede Matic je naš skipper. In prijatelj že dolg let. Pa drugače ne rentamo prvič jadrnice. Kaj smo to delali? Leta 2016? 4 leta. Pa kogar vem je kar ta široka, ne? Cruiser varianta. Taka krava je. Krava je, demo. Meni je samo važno, da čim večji kokpit, pa da ima 2 krmila. Tvoj nek nivo, a veš. A je ta naša? Ta je naša. Sicer mi ni čez jasno, kako bomo vse to na jadrnico spravili. Težko je še v prtljažniku je tega, to je pol. Hrane nam baje ne bo manjkalo. Pa dosti, no, kam boste dali vse to? Imamo vse? V redu, v redu. Barka je pisala v bistvu nate. Ja. Kam imaš tudi, valjda izpit. Ja. Sam nisem še furil tega. Zdaj pa povej kako, ne? Preden izpluješ, vedno pogledaš iz kje piha, ne? Kam te bo zanašal. Piha iz leve, ne? Iz špica levo. To mi da te bo tja malo pritisnili, ne? No, jaz znam sam kaj gas in pičimo pol levo. Tebe bojo fantje malo udrinili, da greš malo na levo, da imaš manevrski prostor in potem greš naravnost in boš z trasterjem lepo obrnil. Zdaj pa dviga tako. Kaj nač model? Katerakoli druga zastava države ne sme biti večja od zastave, ki jo nosiš. Ja. Ampak Mi bomo dali vse en slovensko Hrvati malo se ne večjo. držijo pravil, se tudi mi ne. Kako sva zavedna, ne, Slovenci? Ja. Pravilno, všeč mi je to. Se počutim kot doma. Zdaj pa meni naš kapetan povedal, kam gremo, samo to, da imam približno rotacijo. Se pravi, štartali smo v Splitu. Štartali smo tukaj v Splitu. Ja. Včeraj smo bili klele v enem zalivčku na Braču, potem smo pa nadaljevali pot klele v Pagljene otočke. Pa res, To vidim. smo danes. Ja. Jutri pa naj bi malo daljšo pot udarili proti mestu Korčuli, pa bi šli pa od Korčule do Mleta, pa bi šli pa do Lastova, pol pa Vis, pa od Visa nazaj do Splita. Moro, kako je lepa voda. O, to pa den ali kaj, ta nam imamo. Aj sam govejo. To bo Ste rekel, da je Fantje, dober tek. Bog živni. Iz Velike nedelje gremo zdaj proti Korčuli in smo na YouTubeu videli en posnetek, ko daš ta bokobran, prevežeš na vrh jambora. Hitrejš. Bomo probali še enkrat. Ja, ni bilo čisto koliko, kar na videu, ampak poskus številka 2. Spust! Gremo, jaz grem tudi to. Koliko je lepa Korčula. Nikoli v življenju še nisem bil in mi je jasen, zakaj je tako popularna destinacija, ki je nerealno lepa, tako kot en Dubrovnik taka. Predvsem prevladuje to, da je obdana z obzidjem in je res kaj z pravljice. Drugače pa, mimogrede fun fact, na Korčuli naj bi se rodil znani svetovni popotnik Marko Polo. Koliko je pa to res, pa ne vem. A bomo sidrali, bomo se prevezali ali... Ja, ne bi kar pihali, tako da bi se raj prevezali, samo lahko se bomo tudi sidrali. No, bomo videli, kakšen je teren, kako so kaj ostali, pa se bomo pa odločili, ne? Jaz to prvič, tako da nimam pojma, kaj moram narediti. Ja, 10, a? Zdaj moraš gledati sider, ga vidiš? Če ga ne vidimo, če odspadi. Ja, če vidiš model, če pa relnac bo počas proti vetru obrnil, 10 metrov. Še 10 metrov? Ja. Večkrat imaš ketne not, manj je sile na sidro, a ne?
in tudi kot vlečenja ketne se manjša. Ne? To, ko mi je manjko morje, zadnje 2 leti sploh nisem bil nič kaj dosti na Hrvaškem, da... Pozabil je plavati. Pozabil sem plavati. Vale skajči. Že 7 dni jemo precej take italijanske jedi, kako bi rekel, rižotke, pašte, testenine, zelo taka povprečna hrana, da smo rekli, da danes pa moramo iti nujno nekaj morskega pojesti. Pa hiš je naš gurman, ki bo zdaj nas peljal nekaj pojesti. Nekaj dobrega, ne za spremembo. Upam, da ne bo kakšna Michelinova v igrci, ker jaz nimam toliko denarja. Smo dali tako ustrezen budžet, a ne. Piše 5 najboljših je na 3. mestu na Korčuli, tako da to je kar v redu. Treba točno je puno, ta rasa gore sve. Ja, tako je, ne. Ful smo si vsi želeli morsko hrano, ampak ko smo prišli tukaj, ne moram verjeti, da je. Kamorkoli smo prišli, so ligni na žaru 25 € in mi je tako. Vse malo smo se pohecali, sam to je pa too much. Tako da bomo vzeli tukaj eno pico, ki ima baje ful dobre. Pa s pico tudi zelo težko kaj sfališ. Je pa, vem, mal greh, da na Korčuli ješ pico. Bom pa naredil kompromis in bom vzel pico z morskimi sadeži. Ne bom jesti morske, morska pica je najslabša pica. Snažna bura u Dalmaciji donijela je nezapamćene rekordne brzine vjetra. Ovo se ne pamti ovakva bura da je bila. Današnji dan se je pa malo drugače začel. Najprej so nas budili Čehi, ko se je njihova jahta zaletela v našo jadrnico. Pol je bilo pa tako, ne, napovedana je bila, da jih sodeluje Matic. Bila je napovedana burja za danes, ne? Ja, bila je napovedana burja. Ampak to je bilo tako, nekih 20-30 vozlov. Ni bilo orang zdaj, nek vihar. Napovedan za ta del, ki smo mi, je bilo napovedan nek 30 max. Smo jadrali, valovi so bili zmerni. Za nekatere malo manj. Ampak smo preživeli. Vse, kar se da obvladati, ne? Krasen. Na kar se med vsemi temi valovi bajboat, ki smo ga vlekli za sabo, obrne in ta povodec, na katerega je bil upet, to je pač vse, kar je ostalo od čovna. Ker naenkrat je čovno trgal, ker je imel prešvoh nosilce in pa smo rekli, da bomo obrnili, pa bomo šli po ta bajboat. In v tem, ko smo mi obrnili, je bil toliko močen pritisk, da je utrgal vrv, ki zapira sprednjo jadro. Težava je bilo to, da ga nismo mogli zapreti. Gremo, pet boš pokazal. Zdaj bo pa Mahar povedal, kaj se je zgodilo s tole Genovo. Ja. Ko hočeš pod Genovo pospraviti, vlečeš ta štrik in se to začne rolati. In se lepo zarola not. In zakaj pa je ta štrik lahko sploh počul? Je take sile so bile. Take sile, neverjetne. Neverjetne. Za en štrik. Pa za en pa čarter barka. Vse verjetno je bilo že malo znucan pa tako. Okay. A tole pa tudi so naši ostanki, ne? Takole se je strgal jadr. To se je potem strgal jadr, ker je bil odprt, pa smo probali ga reševati. Ta vrv toliko začela upletati, da je otrgal tale nosilc za tale kolešček in to je težka zadeva in je začel butati in buta in tukaj vidimo recimo poškodbe jadrnice. In tamle smo mi stali in jaz, ko sem to slišal, sem sam čakal, da je neki počeli in sem rekel, fantje, glave dol in smo laufali not, v glavnem na koncu je strgal vse tole. Tako no, je kar bil malo tudi boj za preživetje vmes v nekem momentu. Tistega bajboata pol nismo več videli, tako da tukaj bomo pa najbrž mogli fajn plačati. Tako srečo imeli, da ni nazaj kakšnega žvajzelna. Ja, veš, rabaš rum za pogum. Tamle je en bar gor, sem videl. Fantje, vi se zdaj pripravite, ko bomo večerjo ujeli. A damo lamber, da bo te dali ljudi not? Ja, kar pripravljen lamber. Zdaj. A sem rekel, da bomo nekaj ujeli, ali nisem rekel?
Preden gremo pa na Vis, smo se postavili tukaj še, ker ne bi bila pa je ena taka ful lepa plava špilja, ki greš noter in je turkizna voda. Sam vidim, da nam je tukaj že stric pršel. Kako je jutra, možemo plivati ili samo se čakati? Čakaj malo, ne smemo niti plavati. Pa če bi šli zdaj z njem, bi imeli tako zelo turistično, vsi bi sedeli na čovnu, plačali bi mu 10 € na osebo, pa ne bi smel dati niti glave pod vodo. Prav, da če počakamo do 6, greš pa lahko zastonj noter, pa zbirati plavo noter. Da bo on true experience. Čisto hudo. Ful mrzla voda, pa vse skupaj izgleda tako, da bi bilo fake, tako da je v enem vodnem parku noro lepo. Samo če imate le šanso, pojdite po 6 zastonj. Zdaj smo prišli na otok Vis, v mesto Komiža. A dej neki? Ja. Zdaj se bomo pa probali dati na pomol, če pa to ne bo možno, gremo pa na bojo, ker imamo situacijo s bajbotom in ne moramo priti do obale. Bomo probali na pomol, pa malo moramo v trgovino, malo kakšno pijačko zvečer. Bog ne da kdo kakšen alkohol kupoval. Ne. Pa nek nivo, ne? Da si zobe umivaš s takim razgledom. Je pa zadnji dan, tako da gremo nazaj proti Splitu. Vmes se postavimo še pri mestu Vis, da tankamo, pa boje, da so še eni bunkerji tam. Gremo še to pogledati. Tukaj dol bomo poskakali zdaj. Malo bolj odrasel zdaj še. Globina piše, da je 0,8, 0,7. Se pa meri globina od konca kobilce, se pravi kobilce po moje še ene 2, 2,5. Dobre 3 metre. Kar na knap, lušten. No, to je meni rahlo usekano. Ti si nor. Ta tunel so med vojno uporabljali za pristanišče vojaških podmorencev. Tule pa nekje obeta. A imaš ti flash na tem tvojem fonu? Ne, flash je rekel. Izhod v sili. Ma, ni denarja, res to pa ne skočim za nič na svetu. Raj skočim iz aviona ali pa bungee jumping, sam to ali pa. A veš, takole malo manevriramo, ampak ni vse tako težko v tem življenju. Imamo tukaj opcijo, pridi malo bližje. Tukaj imamo opcijo Engage, kar pomeni, da je avtopilot. On si zapomne tele stopinje tukaj na kompasu in pol lej, on dela namesto mene. A ni lušten? Pa vam bom pa še nekaj pokazal. Tole na hidravliko. A dej nehi. Zdaj bomo dali pa en štrik. Ej! Bunker! Dober je, imam ga! Ne boj počas pej! Jaz sem si predstavljal, da je to ful lažji. Tatjana! Konec dober, vse dobro. Tako nekako.
Vzeli smo zavarovanje za 300 evrov, ki pa ni kril bajbota. Nismo vedeli, koliko bo koštalo, strah nas je bilo, da bo to 2 jurja. Hvala Bogu je bil samo 800 evrov, sam. Še dobro, da nas je 8, da se je to razdelil na 100 evrov na enega, tako da malo dražji, kot smo planirali. Ni bad, ja, ni bad. Na srečo smo dali vsaj mašino od bajbota gor, vsaj to, pa vesla. No in zdaj, ko smo mi pol barke uničili, lahko damo kakšen nasvet. Smo šli v ekstreme. Ja. Prvič vzemite zavarovanje, nujno. To je mus. Pa tako, ko pokriva še bajbot, ker nikoli ne veš, kdaj ti bo utrgal nosilca na bajbotu. Ja, mi smo imeli vse dobro zvezan, sem jih kar potrgal. Tako da naslednjič ga dejte gor, ga face prvešte. Pa tudi Genova se ne bi utrgala, ta štrik, če ne bi bilo vse že malo načet, ne? Ja, to so pa charter barke, to je pa že vse malo uporabljen, ne? Ja, malo je že znucan. Malo znucan, ja. Konec dober, vse dobro. Ja.